Sem podjetnica in inovatorka in v svojem delu resnično uživam. Enih najlepših spominov so seveda študijska leta. Pripadam drugi generaciji študija računalništva in informatike in vseh 4 oziroma 5 let in pol je bilo resnično nekaj posebnega. Predvsem tudi zaradi tega, ker smo vstopali v neka nova spoznanja, v neke nove študije. Skupaj smo se učili s profesorji in asistenti, kako naj sploh ta študij izgleda. Tako da je bilo seveda veliko tudi anekdot in nerodnosti. Vse skupaj pa nas je prežemala predvsem velika želja po razumevanju in znanju iz tega povsem novega področja, ki pa je že v samih zametkih ogromno obetov. Spomnim se, kako smo prve svoje računalniške korake seveda brusili in se kalili na sistemih, kot je bil PDP, in to so bile ogromne mašine, vse je bilo še zelo na nivoju osnovnega programiranja, da ne rečem celo na nivoju assembler jezika. Seveda naša generacija pa je doživela pravi razcvet ravno s tem, ko so se pojavili prvi osebni računalniki. Takrat je prišel ven Commodore, prišel je ven Spectrum in tudi Partner, ki je bil plod slovenskega znanja in razvoja v tistem času. In kar naenkrat se nam je odprl ta čudoviti svet osebnega računalništva in tudi ni bilo čudno, da so prav sošolci in sošolke z moje generacije in generacije pred nami, vključno z mano, seveda bili zelo iskan kader, predvsem v smislu izobraževanja, učenja. Veliko smo predavali tako po podjetjih, učili v srednji šoli in so ustvarjali, če lahko temu tako rečem, to osnovno zgodovino sodobnega računalništva v Sloveniji. Študij računalništva in informatike je v nas odprl veliko drznosti in ta drznost me je kmalu po končanem študiju odpeljala čez lužo v srce high-techa v Silicijevo dolino. Tam sem najprej dokončala magistrski študij, potem pa kar nekaj let uspešno delala v eni od podjetij, ki so predvsem razvijali telekomunikacijsko infrastrukturo in opremo za takrat še povsem novo TCP/IP omrežje. Rada bi na tem mestu poudarila, da mi seveda znanje, ki sem ga pridobila v času študija na fakulteti, mi je izredno veliko pomagalo in nikakor se nisem čutila v nobenem trenutku prikrajšana, ne za znanje, ne za teoretične osnove, še najmanj pa za drznost. In prav ta drznost je tista, kar je danes ključna. Se pravi, v dobi inovativnosti nam to največ pomaga, da si lahko ustvarjamo svoj prostor. Bogate inženirske izkušnje Silicijeve doline so me potem pripeljale nazaj v Ljubljano. Tu pa sem sprejela nove izzive. Računalniška logika je seveda več kot inženirski koncept razmišljanja. Pomagati razumeti delovanje sistemov in mene je na novo izzval management, vodenje tovrstnih sistemov, kaj jih dela uspešne in na kakšen način jih uspemo razvijati naprej. Tako sem kar nekaj let kot direktorica sektorja za mednarodno poslovanje in delo z operaterji pri Telekomu Slovenije uspešno s sodelavci razvijala tovrstne modele in plasirala Telekom Slovenije na zemljevid mednarodnega tranzitnega prometa. Potem pa novi izzivi, kajti nemirni duh računalniškega sveta se seveda nikoli ne ustavi. In nov izziv je bila ustanovitev paralelnega oziroma novega operaterja v Sloveniji, to je bil Telemach. Po Telemachovi izkušnji, kjer sem kot izvršna podpredsednica uprave pomagala postaviti temelje, pa me je pot potegnila še en korak dalje. Odločila sem se za samostojno kariero, za svoje lastno podjetje, ki zdaj že 8. leto uspešno pomaga slovenskim podjetjem pri razvijanju njihovih strategij razvoja, pri razvijanju njihove ključne sposobnosti, njihove drznosti in razumevanju njihovega lastnega bistva. In v tem resnično uživam. Imam odlično ekipo in s pomočjo sodelavcev in sodelavk poskušamo ta entuziazem, pozitiven odnos do znanja in do napredka prenašati tudi na druge. Torej, če vas zanima drugačno, drzno in seveda, če vas zanima prihodnost in vaša vloga v njej, potem mislim, da ni dvoma, zakaj se boste odločili. Študij sodobnih tehnologij, študij računalništva in informatike ponuja vse, kar seveda rabimo, zato da se lahko znajdemo v tem vsak dan spremenjujočem svetu.